Čeprav verjamem, da vsi tukaj zbrani zelo dobro poznate naša nocojšnja gosta, ki ste verjetno tudi njuni fani, oboževalci, hodite redno na predstave Mariborsko gledališče ali poznate celo drugod, bi vendarle morda na kratko na začetku jo predstavila. Oba imata pravzaprav zelo zanimive in bi lahko rekli nenavadne biografije. Morda vsaka biografija je nenavadna, ampak vendarle se mi zdi, če pogledamo Nataša, oba imata Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo. O letnicah, kdaj ste diplomirali, kdaj ste se upisali, nima smisla debatirati, ker je irelevantno. Ker smo večno mladi, ker pogledajte jo, ne? Je pa zanimivo, da je Nataša recimo ubrala eno silno redko pot, to se boste verjetno vsi strinjali tukaj, ki ste sami, recimo tudi v tem poslu. Začela je svobodo, ona ni začela z veliko inštitucijo, se varno nekam pospravila, ampak je šla dejansko, začela je kot samostojna in začela je v najdrznejših neinstitucionalnih grupah, kot je recimo Atol Marka Pelhana ali Epicenter Sebastiana Horvata, Petre Weber, Draga Ivanuše in seveda Nataše. Seveda pa tudi kot svobodnjakinja igrala prav vseh velikih, spomnimo se iz ljubljanske drame, zlasti iz mladinskega teatra, projekti z Matjažem Pograjcem, tudi v mariborski drami je že takrat so kot goste sodelovala, mislim tudi v Kopru. Skratka, šele leta 2007 stopil v redno delovno razmerje, kot se reče, in to v mariborsko dramo. Branko pa leta 2009, tudi v mariborsko dramo, predtem pa po Akademiji Kranj Celje in zanimivo živi v Ljubljani, dela nikakor na Ljubljani. In morda za prvo vprašanje obema, kaj je s tem, oba sta, to sem še pozabila povedati, da je Nataša iz Murske Sobote in Branko iz Novega mesta, kar je krasen kontekst. Kostanje bi se na Krki bo še lepše, no, glavnem Dolenjska. Glavnem vzhodna kohezija, ker smo zdaj v obnebju Evropske prestolnice kulture, sta torej po rodu, oziroma rojena na robovih te vzhodne kohezije, ki predstavlja to gnezdo mest EPK. In kaj bi Nataša za začetek rekla o teh transferzalah, periferija, center? Vem, da tega nimaš teh debat pretirano rada, ampak mogoče bi bilo vseeno dobro kaj o tem povedati. Kaj pomeni, ne vem, sploh zate? Vem, da verjetno je bilo subverzivno dejanje, ko si prišla po 2 desetletjih Ljubljane v mariborsko dramo. Verjetno so ti kolegi iz Ljubljane so te vprašali, pozdravljajo. Dober večer. Zdaj, ko smo prej rekli, da v letnicah ne, pa po mojem primeru je nekih odločitev letnice, rojstva, odraščanja in nekaj bivanja vendarle pomembna, ker sem bila rojena in precejšnji čas vzgajana ali pa zelo izoblikovana do neke približne osebnosti v bivši državi Jugoslaviji. In tega konteksta periferije oziroma Ljubljane ali pa Slovenije nisem doživljala kot nek edini možni prostor, ampak enega od prostorov, v katerem naj bi se moja usoda razvijala naprej. Ampak sem čisto intimna, če sem iskrena, prej razmišljala kot v Ljubljani ali pa v Sloveniji, v kontekstu Beograda, Sarajeva, predvsem teh 2 mest, ki sem jo kot srednješolka z amaterskimi gledališkimi skupinami obiskovala in nek širši kontekst bivše države prepotovala in so te moje, ne vem, prostorske koordinate bile seveda širše in drugačne. Bolj, ko se je zgodila ta politična preobrazba tega prostora, je Slovenija postala neko dejstvo, v katerem do te mere resno, skratka, res nisem razmišljala. No, ko je pa postala dejstvo, pa se mi zdaj smo bili vsi nekaj časa v takem šoku, da itak nismo čisto dobro vedeli, kje in kdo smo, no, zdaj, ko smo pa po mojem že zvedeli, kje smo in kdo smo in kako smo, se mi je pa ta kontekst, glede na kvadraturo, čisto geografsko, to se pravi, če se nek vrt, polje, zemljo, ozemlje, zazdel precej banalen in smešen, ker vendarle govorimo o eni lepi, eni zanimivi državici, ampak seveda je ta državica zelo mehna. In zdaj se v tej mehni, jaz našo Slovenijo rada imenujem Liliput, to se pravi, zdaj kdo je Gulliver, ne vemo še čisto dobro,
Ampak v tej liliputanski državi se mi zdi tako grobo razmejevanje, kaj je center, kaj je periferija, precejšnji nonsens, no. Nesmiselno, in to sem verjamem prepričana, ker seveda, če se postavimo v kontekst kakšne okoli resnejše države ali pa večje države, da ne govorimo o mestih, so vse te naše pomisleki ali naša pritoževanja na nivoju ene zelo kaprice neke dame iz nekega dvora, iz nekega prejšnjega stoletja, oziroma ne vzdržijo nekega sodobnega sveta, nekega človeka, ki naj bi živel tukaj in zdaj. To pomeni, da jaz od Ljubljane do Maribora, ali zdaj iz Maribora do Ljubljane, vendarle porabim slabih ali pa dobrih 60, 45, 50, odvisno od nekih razmer na avtocesti minut, ker je gledano v kontekstu nekega resnega, velikega 16, 18, 8, 10 milijonskega mesta, seveda bližnica, ne? Mislim, mi v mojem, pa tudi po mojih izkušnjah, ki sem jih imela v obiskovanju nekih velikih resnih mest, kjer ti v samem centru porabiš dnevno 1 uro iz lokacije B na lokacijo C, da o nekem periferiji, v teh mestih, ne državah, sploh ne govorim. Ne? In pa sem je, ne vem, tudi to, od kje zdaj kam iti, zakaj ne iti, zakaj ostati na enem istem mestu. Se mi je zdaj tako prav, no, prosim vas, ne. Tako, je pa seveda, ker nas igralcev zavezuje jezik, predvsem, pa ne samo v klasičnem gledališkem, v smislu klasične gledališke predstave, ampak jezik je identiteta, skozi katero čutiš, se čustvuješ, se artikuliraš v svoji najbolj intimni, prefinjeni biti. In seveda potem neka misel na neke druge svetove, če do zdaj, ali pa do pred kratkim, ta južni del ni bil zanimiv ali bil pa nedostopen, kako sanjanje o Avstriji, Nemčiji, da ne rečem Italija in Franciji, seveda odpade, ne. Zdaj, če ne gre za neko plesno gledališče ali pa neko kombinacijo nekega sodobnega, performativnega mogoče, ampak če pa hočeš biti, ali pa filma, ki dopušča tudi tehnologija sinkronizacije, neka šminglanje, ne, ampak če si tako, kot si jaz želim, ali pa sem rada igralka, ali si pa domišljam, da sem, se pravi, igralka, ki ima rada gledališče in ki ima neznosno rada svoj jezik, ki ga odkriva izmerje jovo na novo, je potem to dejstvo biti tukaj in zdaj edino možno. Ja, zdaj se pa lahko postavim, a ne? Kje so tvoje periferije in tvoje epicentri? A zelo hitro odgovorim. Zanima nimam, ja, kot rečeno, jaz sem vzpostavljica na Krki, to je vzhodno kot kohezijska regija in v gimnaziju sem kao do Nove mesto. Kakorkoli, ja, čeprav se mi zdi, da sem nekako, ker se navizujem na biografijo, bi lahko rekel, da sem skoraj povsod delal, ampak če smo čisto natančni, sem pa skoraj samo v vzhodni polovici Slovenije delal. Ali pa se zelo bolj preživel. Tako bi jaz rekel, okoli tega periferije, pa to, skratka, jaz sem z nekega majhnega kraja, ki ima 700 prebivalcev, ki je zelo lep, z sjajno zgodovino in čudovitom okoljem in vsem ostalim, ampak nekaj sem se rodil tako po svojem nekem najbolj dobro funkcioniranem mestu. Zdaj, najbližji približek meni mesta v Sloveniji je Ljubljana. Se pa strinjam, da je to pravzaprav ena majhna vas v primerjavi z vsem ostalim. In zato še vedno nekako živim v Ljubljani, no? Čeprav to seveda povzroča cel kup logističnih težav. Kar se tiče dela, vseh teh raznih gledališčih, pa tudi tujini in tako dalje, je samo en sklep možen. V bistvu periferije pravzaprav ni. V takem smislu, kot se mi geografsko predstavljamo. Se pravi, v bistvu najbolj zakotnem majhnem kraju se lahko v gledališkem smislu zgodi center. Tako da merila, v katerih sem ki je delal ali pa se dobro počutil v kakšnem okolju, v gledališču, recimo zdaj v Mariboru, absolutno ne izhajajo iz tega, da bi pogrešal, da nisem v nekem centru. Na drugi ravni pa seveda v nekem vsakdanjem življenju pa obstaja
pač seveda se da zelo hitro ugotoviti po nekem majhnem občutku, da ima neko mesto ali pa okolje neke periferne značilnosti. Ampak to je hkrati dobro in slabo. Jaz mislim, da je dobro se zavedati, da si na periferiji, ampak ne pa od tega, kako se reče v slovensko besedo, patiti. In predvsem se biti razbolen, krepineti po nečem drugim. Predvsem se mi zdi, to, kar je Nataša omenila, glede na to, kako smo v majhni državi, in to se mi zdi, da bi pravzaprav vsak človek moral vedeti, da noben kraj v Sloveniji, pa tudi ne na Hrvaškem, pa v Avstriji, tako da ni daleč. In to, da se nekdo usede v avto in se odpelje v neko mesto na kavo v Trst ali pa v Čevlje v Zagreb ali pa v Budimpešto po papriko, da pravzaprav ne bi smela biti ovira. Mi, Slovenci, smo nagnjeni k tem, da imamo svojo živo mejo, pa da pač pogledamo, kako so sosedovi zasadili balkon. In ne radi prestopamo teh meja, kljub vsem avtocestah, ki smo si jih zgradili. Ampak mislim, da je glavna stvar samo glava. Mislim, skratka, in malo mogoče tudi v denarnici. Kar se benzina tiče, mislim. Nataša, vi ste, če se ne motim, ne imeli vabilo za ljubljansko dramo, ampak tisto vabilo, kolikor vem, vas ni nekako zgodilo, ste se potem vseeno odločili za svobodo in naposled prispeli v Maribor. Vseeno me zanima, zakaj recimo niste se odločili za ljubljansko dramo. V kontekstu mojega razmišljanja, takrat sem seveda tudi tekel neke mere, je, ko sem jaz končala, ko sem še študirala na akademiji, moja generacija inštitucij ni dojemala kot nekih kreativnih območij, ampak je to en čas, to se pravi, to so ta 90-ta ali pa pozno 80-ta, ko se je ves sok in prava, ne vem, energija, vznemirjenost, kreativnost dogajala na neodvisni oziroma svobodni sceni. In inštitucija za mojo generacijo je bila zmeri za piflarje, pa za ziheraše. Če si se pa doživljal ali si domišljal, da spadaš v krožek nekega potencialno resnega bodočega umetnika, si seveda drama, lepo vas prosim, no. Mislim, poleg tega je to bilo obdobje, ki mi vendarle ne smemo pozabiti, da koliko imamo ljudje, ki imajo države, imajo tudi znotraj držav hiše, ena svoje obdobje. Mislim, da zdaj delamo v hiši, ki je imela zelo teh obdobij, ampak tudi tako velevažna ljubljanska drama je imela obdobje, v katerem je bila drama spregledana, ker je bila dolgočasna, stara, nezanimiva ustanova in vele prihod Janeza Pipa je z njegovimi nekimi radikalnimi posegi, programskimi, kadrovskimi, marketinškimi, dramo ponovno urezal in spostavil v ta slovenski gledališki prostor kot neko resno gledališče. Ampak vseeno, recimo, jaz sem do te mere, ne vem, jaz sem tako bitje ali pa tako ustvarjalce ali pa tak človek, da me v tistih letih, ki sem bila bistveno manjša, nobena inštitucija, poleg izrečenega, ni vznemirjala, ker so vse inštitucije v Sloveniji v tistih časih bile koncipirane na sistemu zelo jasnega, zelo preverljivega hierarhičnega sistema. To se pravi, mladi igralec pride, dajemo zaposlitev, pol 5 let igra to, pol 2 leti to in če se slučajno odločijo, ga potisnejo naprej, če ne pa ne. Ostane pa v smislu neke solate, nekega ozadja, nekega fikusa ali vladne čez oder. To se mi je zdaj tak hazard, ki ga nisem hotela imeti. Mislim, da se mi do te mere poigrava z mojo usodo, preden se sploh kakorkoli izkušam ali preizkusim ali izkušam v nekih oblikah umetnosti oziroma igranja, da je bilo to nesprejemljivo. Meni je zanimalo kot igralko in tam tudi pol
največ časa delala kot gost Mladinsko gledališče, ki je tip odprtega soustvarjalnega gledališča, kjer v glavnem sem tam z Matjažem Pograjcem sodelovala, ker so predstave nastale kot soavtorska dela, to se pravi, nismo dobili, pa tudi če bi rekli, hipotetično rečem, tudi če bi vzeli Cankarja, to ne bi bil Cankar, ampak bila to naša interpretacija Cankar. To se pravi, Mladinsko gledališče je takrat, ki pa zdaj tudi ni več isto, ko so se tam razmere spremenile, je bilo zame najbolj kreativno videnje gledališča. Seveda, pa je bila pa tle ena neodvisna scena, ki je bila pa zelo raziskujoča, ki je bila zelo avtorska, to je predvsem predstave z Markotom Pelhanom, ko smo jih delali v okviru zavoda Projekt Atol,